imamo naše čudovito morje in kjer imamo tudi probleme. Torej, jaz sem poznala probleme, da se borim proti plinskim terminalom. Torej, 20 let samostojne države nam je dalo kar nekaj izkušenj, kako se z državo gospodari ali ne gospodari. In jasno poznamo, kako jaz poznam, kako vi poznate sedanje probleme in tudi možne rešitve. Država kot celota, Slovenija je čudovita država. Ko smo ponosni na njene dosežke, na samostojnost, na evro, imamo čudovito naravo, imamo ljudi, ki so izobraženi, ki znajo pripravljeni delati, vendar očitno nismo v zadnjem obdobju imeli prave voditelje. In sedaj so državljani in državljanke pred tem, da bodo izbrali pravo smer razvoja. Ko gledamo na vzroke, v kakšnem stanju smo to državo razbohotili. Majhna Slovenija z 2 milijonoma in s proračunom, ki ne dosega 10 milijard evrov, je premajhna za to razbohoteno državno upravo, javno upravo, občinsko upravo in seveda pokrajini še, lahko rečem, zanesljivo, saj po moji oceni še 20 let ne bo. Torej, ukrepi na področju te organizacije, države in vsega, kar sem naštela, bodo morali biti hitri in temeljiti. Zmanjšanje števila ministrstev, prepolovitev agencij in začeti z postopki združevanja občin. Morda najprej povezovanja na skupnih prostorskih zadevah, tam, kjer je to smiselno z upravnimi enotami in potem postavljati procese ponovnega povezovanja. Mi smo podpirali majhne občine, ki so bliže ljudem, vendar stroškovno to je dejstvo, ta strošek je prevelik, tudi to prinesel. Torej, to je en del, kjer natančno vemo, kaj nas čaka. Drugače, z vidika financiranja države smo napačno usmerjeni v napačne segmente potrošnje, v trošenje, kar ne ustvarja dovolj dodane nove vrednosti. Gre za investicije, posebej v zadnjem popravku proračuna, kjer so se povečevali izrazito izdatki za socialne transferje in zmanjšala sredstva za investicije, ki poganjajo tudi razvoj države. Torej, napačnost porabe težko zbranega proračunskega denarja. Kar 80% proračuna seveda porabimo po fiksnih postavkah. In tu navznoter nas čakata dve pomembni strukturni reformi. Pokojninska, ki bi morda bila uspela v preteklem obdobju, če bi se znali še malo poslušati, škoda, in zdravstvena reforma. O pokojninski je bilo že veliko govora in ne bom o tem govorila, o zdravstveni pa je potrebno ta zdravstveni denar veliko bolj racionalno izkoristiti. Netransparentni javni razpisi, vsak predstojnik je hkrati tudi izvaja nabave dragocene medicinske opreme, nestimulativno nagrajevanje, torej en sistem uravnilovke in seveda tudi plačevanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje v sistemu enake cene, brez stimulacij in brez komponirane komponente kakovosti in varnosti storitev, ki so za bolnika najbolj pomembne. Torej, iz teh nujno potrebnih strukturnih reform bi se dotaknila tudi oskrbe z hrano. Slišala sem eno tako šaljivko na ulici in pravijo, ko gospodarstvo umira, kmetijstvo se razvija. Kmetijstvo prosperira. Vendar v naši državi ni tako. Imamo zanemarjene obdelovalne površine, sklad kmetijskih zemljišč slabo gospodari, podaja zemljišče pravnim osebam, ki parkirajo prikolice in se izvajajo turizem, namesto da bi se obdelovali površine in da bi zagotovili večjo lastno oskrbo z hrano. Torej, turizem in samo oskrba, torej kmetijstvo, je izhod iz krize. Je en segment izhoda iz krize. Absolutno. In to je tudi tista pot, ki bo oživila podeželje in tudi brezposelne postavila v delo.
Nadalje bi se dotaknila položaja državljank in državljank. Za izpeljavo temeljitih reform je potreben temeljit konsens, ne samo političnih oblasti, temveč vseh državljanov in državljank. In tu bo potrebno temeljito razgovor vsakega posameznika. Od tega, da bo delo postalo vrednota, danes je žal ne delo vrednota. Zakaj bi delal? Dobim 300 evrov, dobim 400 evrov. Zakaj bi delal? Študent skoraj ne pride delati, če mu ne plačaš več po 4 evre. Delam v gospodarstvu že 30 let, to so moje izkušnje. Torej, drugačno vključevanje v vrtcih, v šolah, študentov in seveda vključevanje vseh, ki so zaključili študij, v takojšnje delo, torej z simulacijami, ki jih moramo dati gospodarstvu, moramo postaviti delo ponovno kot veliko vrednoto. In seveda v povezavi z delom in zaposlenimi v podjetjih, zaposleni žal nismo več tisti cenjen subjekt, ki ustvarja dodano vrednost, vendar vse več pogosteje smo strošek podjetja, kar je napačna miselnost. Zrešeno. Čuvanje podjetij in postavljanje delavcev ob stran seveda privede do sindikalnih bojev in do položaja sindikata, ki ni pravi. Moje stališče je, da sedanji voditelji sindikatov se morajo umakniti in morajo priti novi. Kot morajo priti na oblast novi ljudje. V političnih strankah, v drugih sferah družbe in ti novi ljudje, ki niso obremenjeni s preteklostjo, ki bodo delali pošteno, odgovorno in strokovno, kompetentno, pod državo z ustvarjanjem konsenzov, peljejo v vseh teh reformah in vrednotenju tega izmed te krize, v kateri smo. Torej, Slovenija se nahaja, in to rečemo v slepi ulici, in se nahaja v trenutku, ko imamo še čas, da potegnemo ročno, da ne bi drseli po poti, po kateri gre Grčija. Zato so volitve, ki so pred nami nujne in hitro potrebne, in kaj se je dogajalo v preteklosti, ne postane zgodovina. To ne se zapre v arhive in to ni več pomembno. Pomembna je prihodnost, pred katero smo izvani. Tudi družbeno bogatstvo bo potrebno prerazporediti. Omejila se bom na zakon o davku na nepremičnine, ki sem ga temeljito proučila in veliko moje razočaranje. Torej, v smislu prerazporejanja bogatstva in obdavčitve tistih, ki živijo na luksuzu in od luksuza in ki imajo 3, 4, 10 stanovanj, seveda mora biti to premosorazmerno tudi obdavčeno. Nikakor pa ni možno peljati in seveda tudi čaka, da bodo strani ljudi odobravali tak zakon, takšno rešitev, ki bo prizadela predvsem srednji sloj. Torej, obdavčitev stanovanja, v katerem živiš, ki si ga zgradil s kreditom stanovanja, ki ti je praktično omogočal, da danes živiš. Torej, nova vlada bo morala imeti bistveno več posluha za državljana. Z vidika davkov, z vidika obremenitev, z vidika tudi obremenitev plač. Še par besed bi rada povedala o izhodu iz krize z razvojem gospodarstva in drobne obrti. Torej, naše poslovno okolje v gospodarstvu je prezapleteno z vidika administracije, predrago. Mi moramo postati bolj vitki v gospodarstvu in s tem bolj konkurenčni in znižati obremenitve plač. To je nesporno. Naše plače so najbolj obremenjene ne samo v Evropi, tudi širše v svetu. In zakomplicirani postopki in zakoni za tuje investitorje so ovira, ki jo je treba v prvi vrsti takoj za postavitvijo nove vlade vzeti v roke in pripraviti. To so po mojem videnju ključni izhodi iz te krize, torej čisto preprosto povedano, razmišljamo tako, kot razmišljamo doma v družini, ko se nam zgodi kriza,
enostavno se pogledamo vase, ali živimo v preveliki hiši, ali imamo premajhne prihodke, ali bomo sposobni plačati vse najete kredite, kaj bomo odprodali in kako bomo postavili zdrave temelje za naprej. Zato tudi podpiram, da se v ustavo vnese določilo o zadolževanju. Torej, nobena vlada nima takšnega neomejenega pooblastila in noben župan ne, kajti z občinami se tudi dogaja, da so prezadolženi. Kajti na občinah se zadolženost ne šteje nič z njih, ampak samo krediti in so občine marsikatere prezadolžene, tudi naša Poljska. In zato podpiram, da se v ustavo vnese takšno določilo, ki preprečuje, da bi neka oblast, neka vlada v določenem obdobju tako obremenila sedanje rodove, da bodo to čutili še desetletja prihodnjih rodov in